predzadnji dan 21-dnevnega posta sem še posebej vesela. Nekako je pa vendarle konec nekih 3 tednov. Bliža sem cilju, ki sem si ga pač zadala. No, in opozorila bi vas tokrat na dvoje. Gremo s komunikacijo. Jaz ne merim in prav tako ne hujšam. Jaz se razstrupljam. V čem je razlika? Besede imajo svojo energijo. Če rečemo, shujšati moram, in če pogledate v slovar, kaj pomeni beseda shujšati, boste prebrali pojasnilo, da je to izguba teže oziroma da mora del telesa proč. In zdaj si odgovorite ali odgovorite meni, kako se človek počuti, ko izgovori, da se mora odpovedati delu svojega telesa. Če ne poznate odgovora, se spomnite na otročke, na malčka, kako hudo se ločijo od svojega kakeca, ko grejo na WC. Skratka, ko mi govorimo o tem, da hujšamo našo psiho, našo podzavest, naš način razmišljanja, že vnaprej naravnamo na to, da moramo nekaj odtrgati od sebe, del sebe dati proč. In ko človek razmišlja na ta način, definitivno ne moremo reči, da je optimistično naravnan. Torej, da se deležev sebe poslovimo od tega, a ne, že to ni prijetno. Poleg tega je pa besedica shujšati zelo blizu tistemu proti ali za. Obolimo za težko boleznijo in potem imamo različne akcije, ali si prizadevamo proti. Boj proti raku ali boj za rak. Boj za pomeni, da bomo najprej diagnozo in bolezen sprejeli, ponotranjili in se potem soočili. V partnerskem boju šli na to, da bomo pač mi zmagali, da bomo mi močnejši. Torej, sploh ni iztrte izvito, kakšen komunikacijski pristop sprejmemo, ko se odločimo za razstrupljanje telesa in duha. Kaj pa zdaj pomeni besedica razstrupiti se? To pa pomeni odstranjevati strup iz nečesa. In vas spet vprašam, a ni dober občutek, ko človek reče, da bo iz svojega telesa spravil različne nakopičene strupe. To pomeni, da bo za svoje telo nekaj naredil. In saj jaz se v tem komunikacijskem smislu veliko boljše počutim, ker sem se odločila za odstranjevanje raznega strupa, torej tudi navlaka misli in podobno, razstrupljeno črevesje in glavo, iz telesa. Ja? To sta dva takšna pojma, o katerih se mi zdi, da je dobro razmisliti, ker tako kot gre ljubezen skozi želodec, je znano tudi, da so nakupne odločitve v 80% čustveno pogojene in konec koncev tudi, ko se odločimo, da bomo naredili nekaj za svoje telo ali duha, moramo to odločitev najprej ponotranjiti v naši glavi. Torej je zelo pomemben samo nagovor, katere besede energetsko močne, pozitivne ali negativne bomo izbrali. No, in v današnjem sporočilu sem rekla, ne hujšam, ne merim, razstrupljam se. Kaj je pa z merjenjem? Koliko lahko česa poješ? Prvič sem vam že omenila, pa tudi v svoji knjigi Razstrupi se in prisluhni si zapisala, da nisem človek, ki bi imel pred seboj tehtnico in točno meril količine ali pa z žlico, koliko lahko za kakšen obrok neke predpisane diete poje. Komur to pomaga, seveda to počne. Jaz svojega vzorca nikomur ne vsiljujem. Morda je pa komu ta moj vzorec bliže. In spet smo pri energiji besed. Meriti. Vsak dan merimo čas in kaj ugotavljamo? Časa nam zmanjkuje. Vedno ga imamo premalo, da bi vse postorili. Ampak to je že druga zgodba, upravljanje časa. Ali čutite neko presijo, nek pritisk, ko govorimo, da moramo meriti obroke, koliko bomo, na primer, pojedli. In da ne bo šlo čez rob, da ne bo preveč.
No, z mojim merjenjem je povezana tudi anekdota, ko sem v prvih letih zakona po navodilih tašče, bila sem s Skopjano v Beogradu, pripravljala torto, ne, in mi je skoraj vse mere mi je povedala, samo ena je bila samoumevna za tiste vešče kuharice, mi pač ni omenila. In njena torta je bila tako dvonadstropna, ne, moje testo je bilo pa potem dvocentimetrsko. Takrat sem spoznala, ne, da če ti nekdo predpiše mere in kako moraš nekaj obdelovati, da je seveda zelo pomembno, da to spoštuješ. In ugotovila, da je za takšne napotke nisem in zato dve jedi nikoli nista enako pripravljeni, z izjemo goveje juhe, ki ima uškine zakonitosti, od moje ome 10 sestavin. To pa samo jaz vem, katere so. No, in ko smo pri merjenju, sem jaz izbrala en način, ki vam bo morda ustrezal ali pa tudi ne. Za kombinacijo hrane sem si vedno želela takšen prekatni krožnik, ne, ko si daš tle po barvah morda nekaj zelene zelenjave, pa nekaj rdeče, pa še kakšno koruzo kot dodatek, pa tukaj bo še mogoče kaj rjavega. Prvič, zelo lepo izgleda, torej sem jaz vizualni tip, ne, jem z pogledom, mora mi biti všeč. In verjemite, da ne tehtam te količine, ki si jih dam na ta krožnik. Torej sem zadostila temu, kar vam skozi govorim. Prisluhni si, tudi ko greš na post ali dieto. Če delaš po naprej napisanih vzorcih, ki so ustrezali lojski, ni rečeno, da bojo dobri tudi za Janeska. Poslušaj sebe. Kar se tiče tekočin, ker imam rada kitajsko hrano, pa wok in tako naprej, je bila meni, na primer, tale žlička in posodica super merilo. In pri fazi posta, ki temelji bolj na vodi, jeseni torej juhe, zdaj bolj smuti, ampak tudi jem čisto juho, piščančjo zelo rada, ne. Je na primer tale skodelica polna, fina, te nasiti še kak korenček, lahko pa pri tekočinah med postenjem ješ v bistvu neomejeno, no, ni predpisano, koliko takšnih skodelic, samo tekočine lahko ješ, kolikor ti prija, ne, koliko potrebuješ, da se organizem pogreje. Še eno posodico imam na zalogi, to je pa ta, ne, za vse priloge in druge jedi. Ne, lepo, prijetno napolniš krožnik, ga barvno opremiš, torej več vrst zelenjave, več vrst sadja in tako jaz tehtam in mirim, kaj je potrebno pojesti. No, če sem komu dala idejo ali pa vsaj razmislek, da se ne bo nekega oblikovanja telesa, dela na sebi, telesno in duhovno, loteval z besedo moram shujšati. Ne, moram razstrupiti telo, manj kilogramov je nusprodukt, je stranski produkt, ki lahko ob tem pride v večji ali v manjši količini, a ne. Moje telo je zdaj nekje do 4 kile lažje, v prvem primeru je bilo 8, pa še potem v vmesnem obdobju 10 kila, ne, vsega skupaj 14. Očitno je to tista teža, v kateri se jaz super počutim in pač pri 55 ne bom imela več študentske teže 59 kilogramov, jih niti ne želim. Torej, predvsem pri drugem postu je bilo to nekaj vzporednega, pri prvem postu je bil pa poudarek, da se naraščanje teže ustavi, ki je bila tudi zaradi hormonskega in drugega neravnovesja v bistvu postajala neobvladljiva. In torej, ne razstrupljajte se, ne hujšajte, razstrupljajte se in zraven boste lahko tudi shujšali in ne obremenjujte se, koliko gramov, dekagramov, česa ste izmerili in to dali na krožnik. Nabavite si takšne ali kakšne druge posodice in to vam bo tista naravna mera. Jutri torej zaključujem 21-dnevni spomladanski post, bom potegnila pod črto morda nekaj sporočil, ki vam bodo v pomoč. Zahvaljujem se vsem, ki ste me spremljali. Konec koncev imam tudi nagrado v sodelovanju z mojim poslovnim partnerjem, ki je bil tudi pokrovitelj moje knjige Razstrupi se in prisluhni si. Bom še izžrebala 10 prejemnikov nagradnega bona razvajanja v kisikovi komori in se vam na ta način oddolžila, da ste bili daleč tudi nekje moja duhovna podpora. Upam pa, da ste dobili tudi mojo energijo v obliki koristnih informacij. Vabim vas, da se prijavite na portal Razstrupi se in prisluhni si. Do snidenja jutri, srečno, naredite si lep dan.